Jaz sem bil. Saša, a Jure mu klele? Lin. Ja. Se ne vem, če mi je ta ura všeč. Star, jaz sem tak. No. Ciril, kdaj si vstal? Vstal sem ob 5. In pa sem se moral že drugič v 12 urah, ali koliko, 24 urah pripeljati iz Kope v Ljubljane. Ne veš kaj, včeraj sem šel neki škripa. Ja, ti kar govor. 1, 2. Ja, nič. Zelo dobro sem testiral podvozje, testne dizelske Mazde CX-60, se bomo pa malo novosti govorili, kva se dogaja pri nas, kva vozimo, kva testiramo. Šel sem pa, ker sodelujem z Robeto, s podjetjem iz Slovenj Gradca, ki izdeluje avtodome oziroma ne. Jure, kako se reče, če ni... In imamo že prvo umestitev v tale podcast. No, te, ki so kampervani, no? Tako. Ven. To je še vedno avtodom, zato ko ima kopalnico. Jure ponovadi vse na širok. Tebe je pa prvič že skrajšal, ne? Ja, na počevalnik. Camper ven. Ne, ven, pač ven. Kaj si hotel povedati? Ne, da me je Robeta povabila, ker sodelujemo zdaj že nekaj časa, ker so imeli dealerje, so me razpravili vse, ki po Evropi prodajo njihove avtodome, če bi razložil, zakaj je, če zbereš ta prave ljudi, pametno sodelovati z influencerji. Oziroma z vplivneži, ki to dejansko so v pravem pomenu besede, pa z ljudmi, ki znajo zgodbo delati. No. Brat je šel čez mejo. A je Schumacher influencer? Ja, odvisno o čem govori, ne. Zdaj, ne vem, ti verjameš, ko prije do vina. Ne. Vse on je to kar hardcore fan. Mislim, jaz bi mu verjel, če bi mi kaj razlagal o V10 motorju v BMW-ju, mislim, v Formuli 1, ne. No, vse to sem, do tega sem hotel priti. O vinih še nisem slišal govoriti, ja. Tako da, ne vem. Mislim, influencer je lahko vsak, mislim, ne more biti vsak influencer zares, ne. Vsak se pa lahko trudi na svoj način, da dobi neke oglede pa lajke in to so lahko tudi skrajno neumni načini, ne, se mi zdi. In se mi zdi, da morajo podjetja, ki se veš, tudi avtomobilisti ali pa oziroma firme, s katerimi mi sodelujemo, sem pa tja dobijo befel od zgori nekje, od head office, iz nekje iz tujine, vi morate pa kakšnega influencerja povabiti in podjetja so pogosto v stiski, ker je za nekatere to še vedno nov način promoviranja stvari in dejansko so malo zgubljeni in ne vejo niti kje začeti. A veš, to je taka branža, tile ljudje oziroma firme, ki prodajajo avtodome, da so to načeloma vseeno malo starejši ljudje, pa se jim to še kar upera. Mislim, ampak jaz sem rekel, da mediji, pa kako ljudje konzumiramo vsebino, se je toliko spremenil. Sem rekel, poslušajte, 20 let nazaj, če bi vam jaz rekel, vse informacije boste dobili na internetu, vseh avtodomih bi me tudi debel gledali. Pa lejte nas danes. Pa so pa začeli kimati, ker so se spomnili, da so bili 20 let nazaj tudi na precepu v smislu, a bomo dali kaj denarja v te čudne internete, ne. Danes smo pa vsi na internetu, pa dobiš 90% ljudi dobi informacijo prek interneta o tem, kaj pa kako. Ne? To je čisto res, ker recimo včeraj sem jaz tudi imel eno delavnico, ko sem jo vodil za Porsche Interauto, za njihove zaposlene, ki so imeli team building in to je bilo eno moje vprašanje. Pač, tako, jaz sem vodil delavnico na ta način, da sem bil moderator enega pogovora. Ne? Tako sem rekel, dajmo se pogovarjati, kada je Tršica šla ven iz razreda, pa dajmo mi v avtih. Tršica je šla ven iz razreda. Ja, a veš, tako. Pa smo se pa tako nabrali na kup, pa dajmo v avtih. Ne? In to sem jih vprašal, ne? Kje dobivajo informacije v avtih. Včasih si res mogel prijeti, revijo v roke, Avtomagazin prvi, da si videl, kaj je Vinko Kerenc vozil, kakšne materijale so prenesli iz predstavitev, iz salonov in tam si prvič zvedel karkoli v avto. Danes si pa bombardiran si s temi podatki greš na WC, odloži tovar, že vse zveš o novi Mazdi CX-60. In to je bilo moje vprašanje, kje zvejo in večinoma so rekli vsi social. Ne? Ja. Res, pač prvi korak je social. Sej tako je hecen, jaz tudi recimo, kako se jaz informiram, ne vem, o Formuli 1, o NBA, o stvareh, ki me zanimajo, se zjutraj jaz Twitter odprem. Ja. Zame je Twitter postal en glavnih news sourceov. Veš, zakaj jaz maram besede influencer? Zakaj? Zato, ker to, kar sta povedala, je sicer vse resno. Samo s to besedo influencer je pa prišlo na internet eno milijavžent ton nerelevantnih stvari, ki nerelevantni ljudje govorijo o stvarih, ki jih ne
ne poznajo. To je pa ti si padel pod vpliv tega. Pazi zdaj. Jaz nimam težav, če mi nekdo reče influencer, pa dober misel s tem, na nek način mikroinfluencer za svoje področje. Vplivam na človeka in dejansko s svojim mnenjem v avtih, vplivam na njega. Ne? Ampak jaz vem, kaj Jure hoče reči. In to je čist res. Da ga daje v isti koš, kot vse ostale. Ne, pa jaz sem včeraj točno o tem govoril. Jaz se zavedam, da ko vi slišite besedo influencer ali pa v Sloveniji vplivnež, ima ta beseda ali pa ta označba ima negativen prizvok. Jaz sem pa rekel, stop. Jaz sem pa ponosen na to, da če mi kdo reče, ti si pa spletni vplivnež, pizda, seveda, da sem. Saj že 20 let to delam in če jaz ne bi znal po 20 letih v enem fohu vplivati na nekoga s svojim znanjem, pa svojim mnenjem, pa delam čist napačne stvari. In jaz sem ponosen na to, če mi nekdo reče, da sem influencer, vem pa, da se na besedo influencer prelep mrskej. In se prelepe tudi ljudje, ki so, nekateri so znani zato, ker so znani in tudi izrablja se ta beseda v napačne namene. Jaz mislim, da sama po sebi ta beseda in označba, če je uporabljena na prav način, je čist legit. A da ima lahko naslov tega podcasta Jure influencer? Lej, recimo, ti si prejšnji vikend pokazal, kako si lepo nažagal pa zložil drva. A si? Ja. Mene je v trenutku prijel, da sem se ulegel na kavč. No, vidiš. Valjda. In to je to. A vidiš, kako lepo vplivaš name? Jaz ti hočem drugo stvar povedati. Ja. Ti si tudi influencer, vem grede, ne? Hočeš, nočeš, ne? Si tudi avtomobilski novinar, pa si vse ostale, ampak si tudi spletni vplivnež in tega tudi ne moreš pobegati. Zdaj pa kva boš ti s tem naredil, ne? Jaz bom delal tako naprej, kot delam. Exactly. Jaz sem tudi v inbox dubu na svoje profile, prid k nam stole pogledati, prid propel družin. Ne, zato kaj bo, a si predstavljaš, da bo Jure Gregorčič govoril o notranjem interjerju pisarne. Dobro, ne more vsak vse. Pa to ti govorim. Je pa tudi nekaj drugega res. Ne? A si ti videl doseg influencerstva, naprimer pri overlandingu? Ne. Pač en model, ne bom, tu nam sploh povedal, kaj se bo prepoznal. Ampak, a veš, ne vem, če ti nimaš težav, da ti kdo reče, ti imaš težavo, da ti kdo reče, da si influencer, ampak... Nimam težave. Jaz bi sam rad, da se ljudje zavedajo, ključno je, če si ti mal, velik ali pa not znan, ne? Dej govor o stvareh, ki jih res poznaš, pa te zanimajo. Jaz sam to ne moreš preprečiti, ker Jure danes ima vsak platformo. Nekdaj so imeli pred strani in to je dobro in to je slabo, ne? Ja. Ampak še enkrat. Ampak ti, ko konzumiraš vsebino, se moraš odločiti, komu bo verjel, pa komu ne. Pa s komu se boš obremenjeval, pa s komu se ne boš obremenjeval. Ti si tisti, ki določaš svojo vsebinsko dieto, ne? Jaz ti sem hočem reči, da full influencerju je Tausendmeister. Ja, sej. Ja, okej, ja. Ciril, tudi ti, ko govori, nisem hud, sam hočem ti povedati, kaj mi leži na srcu, ne? Ko greš v LA voziti Porsche, smo mi vsi čist gotovi, zato ker to si ti. Ko greš pa za eno turistično agencijo na Norveško... Ne, meni je bilo pa tisto všeč. To veš, tukaj pa jaz dam... Ne, to pa pa Norveška... Zdaj si napačno si izbral. Napačno sem izbral. Zato, ker veš, da potopise na Instagramu jaz delam vrhunsko. Ja, tu vrhunsko delaš. Se bom nekaj drugega čez podcast spomnil. Ja. Ampak tu mene vrži stera. V bistvu boš ugotovil, da vsem kar pametno zberam, s kom sodelujem. Nisem nikoli rekel, da zberaš neumno. Sam stopaš pa iz cone udobja in tam se ti pa vidi, stari. Ja, se vem. Kolikrat si šel kam z avtodomom? Nikoli, še. Sam povem. Ja, sej, to je čas, da grem, da se nekam z avtodomom, ker potopisaš, delaš dober, volan dobro vrtiš, a se lahko že spravaš nekam id z avtodomom. Pa smo zaronili, stari zdaj. Lepo zajahi to robeto, fanti ti bodo dali na svete, dober avtodom ti bodo dali pa 5. Ja, jaz bom na te računal za nasvete tudi. Tudi jaz ti bom dal. Fanti mi bodo dali robeto, na svete mi ješ dal ti. No prav, pa tako se zmenva. No, pa da noš poln rezervoar vode takoj natočil, ko ne rabiš. Da bom vrnil prazno uno kanto, ki so rjave stvari. No. Se spomniš enkaj vedno? Ja, vem. Jure, dej. Kaj je bilo, Jure? Mene zanima pa, le koliko jih je tam. En kolega novinar je testiral avtodom, pa je vrnil z drag posodo. Ja, polno. Tako. Kaj pa tank, rezervoar za gorivo? Kako si lepo povedal, ampak v tistih časih, ko so bila midva še sodelavca v eni redakciji, je bil to najin šef. Ne? Ja.
Piste, sem vedel, on ne more piste en korak nazaj. Ja, ne, ker se mi je to zdelo. Kako bi pa ti reagiral, če te pokličejo zjutraj iz uglednega podjetja, pa rečejo, test na avtodom pa tu, ne, sam drugič je pa fajn vseeno. Vse kur. Če svoj drag spumpaš ven. Ja, ne? To moraš naučiti, jaz to nisem, jaz ne vem, jaz nič ne vem. Si zdaj tudi tako enostavno. Ampak mi je krasen, a veš kaj pa fajn, zato ker bom jaz se šel to, oziroma bom šel to preizkusiti, se tudi ne bom delal, da vem, kva delam. Ljudi bom pelil na... Kva? Ne, Ciril, ti boš to že vmes ugotovil, ker ti si toliko na WC-ju, da boš mogel že 3-krat v mesto sprazniti. To pa res. Jaz veliko kakam, kaj zdaj. Pa vzem si topen WC papir, ne? Ja. Da noš fantom iz Rubetov na prvi furi vse zabol v necevi, ne? Ja, to so na sveti. Ja, pa vložkov ne mečno. Ja, drugač pa, ok, zdaj, če smo že to začeli malo avtodoma, ne boste verjela, jaz sem imel enkrat v testnem avtodomu full gledan story, ki sem pokazal glih novo generacijo WC. Imel sem avtodom Matrix od Adrije Mobil, pa mislim, da se prav reče WC, ki je imel not separator in pol nisi imel kasete, ne? Ja. Ampak si imel v bistvu posodo za črn tank in ko si šel narediti, je to vse zmlelo lepo. In pol je bilo to zelo elegantno, noč kaset ven, kaset noter, ne? Ampak si sem tako lepo, to je nova generacija WC-ju, sem tako potegneš šlauf, imaš ročnik z ventilom in pa posesaš, ne? Ne, sam postaviš, on posesa, ne? Aha. Postaviš in pritisneš in si rečeš nasvidenje. Ja, to ima Rubeta Apollo, ima to. Ja, recimo. Ja, velika avtodomov ima zdaj. Pa Schumacher Edition itak. In to je res next level. Maceracija. Moraš pa malo gledati, ne? Ker moraš imeti postajališče za fekalne vode, ne, seveda. Okay. Ne moraš to, razlika je med sivo pa črno vodo. Ne? Ciril, kaj je maceracija? Ne vem. Sam je dobra beseda, če jo mogo dati not. Več maceracije. Jaz nisem tukaj Jurek zagrabim. A drugače imaš več maceracije. Recimo, ti ki greš na WC, pa spustiš svoje not. No, tisti, kar plava, ti se macerira not v tisti... Veš. Tako, kot se jagode macerirajo. Ja, jagodne kožice se macerirajo, kad se barva izloča. Kožica je ena dobra beseda. Ja, ne moreš reči, da ima grozdje lupino. No. A če mu enega vinarja enkrat povabiti v pot? Nujno. Zelo sem za, ja. Nujno. Ciril bo dobil osnove vinarstva, kaj so povreti, nepovreti sladkori, kaj je stopna hlapnih kislin in podobno. Kaj je rdeče, kaj je belo vino. Ja, za začetek to, ne. Kad Ciril reče črno, a si že kdaj na mikico razlil črno vino? Je bilo rdeče barve, je bilo črno. Vinarja obvezno. Jaz bom malo poprašal o kmetijski mehanizaciji, ki me zanima ta nova generacija mulčerjev. Ti sploh ne veš, kjerga gosta mi dobimo naslednji petek. No, ne, neč mu sploh pojasniti. Boš ti videl hudiča. A ste se spet zmenili nekaj dobrega? Ja. Rad vajmo. Stari. Kaj je zdaj? Dobar dan. A začnemo podcast? Ja, dajmo. Lahko še jaz povem, kdaj sem vstal. Daj. Mislim, da sem se zbudil. Kdaj? 10:05. Super. Dobar, važno, da sta mene tle pustila pol ure. 20 do 6. V pizdarni, je rekel. 20 do 6 sem pa čevljev bil, pa so bili še topli od včeraj. Sploh jih ni bilo treba na delovno temperaturo. V Soteski sem se ustavil, vam bom sliko pokazal. Zdaj le takoj vam bom pokazal. Ja, Krka narašča, ne? Ja, pa ne, Ciril, ki je influencer, bo v tem takoj videl. Čak. Takoj vam sliko pokažem. A lahko pol vsaj prepnemo to sliko v podcastu? Seveda. Ja, Jure zdaj brska po telefonu. Da no ste rekli, kaj jaz doskrat rečem, da je Dolenjska Kalifornija. Le kašni valovi so za surfati v Soteski. Pa res. Hudo. To je pa že skot kot Uniji, slapovi Krke. Ja. Pa tudi danes Krka zgleda kot Amazonka. Ne, ampak je pa res štala, ne? Ja, je. Amazonka. Dolenjsko je Amazonka. Včeraj sem šel pogledat, otočec so pa slovenski Maldivi. Dolenjski. Sploh ne razumem te fascinacije Bleda, ko bo samo eno otok, prideš na otočec, je otok, kako češ, veš. Pa tam je sem cerkev na otoku, kjer imamo cel grad.
Turizem. Jaz sem dolenski influencer, pa hočeš reči. Ja. Ti bi mogel dolenske potopise delati. Stari, ja. Se bom. Jaz moram začeti to našo lepo dolensko... Vodič po zidancah. Ne sem vodič po zidancah, Vodič po zidancah. Gorjanci, Mirna Gora, Kočevski Rog, veš, lej. Mi imamo skritih zakladov tukaj, da vidva jih še videla. Ti mogo imeti ekspedicije, vodene ekspedicije. Ja, tudi naša dolenska drva lepš gorijo. Smo šli volka iskat. Si bil? Ja. Volka? Ja, volka. Ja, smo šli medveda. Ne, ti si povozil šapo, ne? Ne, jaz sem povozil. Ne naš video, Jure, ki si imel ti... Aj bo to tisti večer, ko smo šli v gozdove iskat volka, no? Ja. No, se vseeno, glavno, joj, nismo nič najdeli takrat. Če ste bili vidva tako glasno, stari. Ne, Ciri, tu pa moraš priznati, lej, ti po hosti ne znaš hoditi, ne? Tu je pa tipično... Stari, jaz sem na vasi gor zrasel, jaz sem bil skozi v hosti, pizda. Ne, ti si bil na skateu, stari, nehej. Ne, dej ni. No kaj, o meni govoriš, povej. Ne. Ja, pizda, tle, mislim. No, dej. No, povej, kaj hočeš povedati. Ne, hočem povedati, ko gre Ciril v hosto, to je tako, kot da bi čreda bizonov šla, ne? Ja, hvala. Samo moraš po prstih hoditi. Ja, pač moraš malo se gibati, tako, ne? Ti tako, na skateu si še kar eleganten, ne? Kolote nisem voziti, ne? Pa nisi štoparce gledal. Ko greš pa v hosto, ne, jaz sem bil s Cirilom na parkat. Tudi enkrat se ni upal iti za mojo hišo, ko sva iz Madžarske, iz Formule 1 prišla, pa je pri meni prespal. Sva imela zračno obrambo, ki je bil res sršenje pri letu. Se spomniš, Ciril? Ne, stari, to je... Tudi vlog ga je dal. In pa sem rekel, pej za hišo pogledati. Ni šel, ker je bila črna tema. In pa sem ga le prepričal, da je šel, stari. Za hišo je bilo slišati tako, kot da je beli nosorog, gnezdo si dela. Stari, to so tako. Pri Cirilu mlade bukve takole drevesa delajo. Ko je, lej. On je za mrske dober, za v hosto ni dober. No, čist preprosto. Okay. Jaz sem pa je šapo povozil. Medvedno. Ja, ti si šapo povozil, ja. Kaj zdaj, no? Dej, a bomo kaj v avtih... Ne, jaz bi veliko bomo o avtih danes govorili. Mislim, jaz bi, no, če ste videli za. Jure, ti še ne veš, ampak to bi rad povedal, da si skinemo z 17. junija se bo zgodil New Limits event. To je največji avtomobilski dogodek v Sloveniji letos. Atmosferci bomo tam. Ne povemo, kaj bomo pripeljali. In vas vse vabim, da pride. Saša, kaj razmišljaš? Razmišljam, zame je kakšna Ilirska Bistrica ali pa kakšen rally, kjer se nabere več ljudi. Več ljudi, zame večji avtomobilski dogodek. Ampak največji avtomobil, ne, imaš čisto prav narobe, največji avtomobilski meet ali pa show. New Limits, ki so ga lani zastavili, letos bojo pa napolno udarili. Res ogromno stvari se bo dogajali. Dejte, če koga zanima, to pejte na Instagram, pa najbrž jih najdete še kje, najbrž imajo svojo spletno stran, to bi moral jaz dale vedeti, zato ker so vstopnice, ampak jaz mislim, da to je pa res good value for money, glede na to, koliko stvari se bo tam dogajali. Seveda bo tako lani tudi drift vožnje, pa ogromno, mislim, pridejo superkari, pridejo ljudje, ki ni da ni. Pridemo atmosferci. Ja. Res je. Tako da to sem toliko, da ne pozabim. Pa nekaj zanimivega pripeljamo. Nekaj zelo zanimivega pripeljamo. Jure, drži usta. Pa pogumno si začel, sem jaz vem še za en avtomobilski dogodek, pa še malo večji. Kjer? Ja, dinamični avtosalon v Amazonu. Da, pa tudi približen ne bo večji. Ne? Niti približen. Pa tudi avto ne bo toliko, pa ljudi ne bo toliko. Bo pa lokacija lepa. No? Počas, fanti. Ja. Avto bo čez 100. Ja, sej ti pravim, avto ne bo toliko. No, bomo videli. Ljudi ne bo toliko. Bomo videli. Bomo pol merili, ko bodo dogodki za nami. Ja. Tako. Gremo naprej. Jaz sem se spomnil, da smo bili mi vsi trije na eni skupni poti. O tem nismo nič govorili še v podcastu. Kdaj, stari? Aha, smo imeli gost. Lahko pa s čim drugim gremo. Ne te spomnim, kje smo bili. Bili smo v Berlinu. Ja, res je. Ja. Veš kaj, tudi zato, ker sem včeraj vlog sestavljal, je to bolj frišno v moji glavi, pa bom zato jaz zapeljal. Znamka Cupra nas je vse tri, tudi na zadnjem je bila znamka Cupra, ki nas je vse tri nekam peljala, ne? Nas je vse tri povabila v Berlin, kjer so pokazali njihov največji
električni SUV, ki so ga pomenovali Tavascan. Tavascan bo koliko 4,5 metra dolg avto, v 2 izvedenkah. Ena bo Endurance s 547 km dosega, druga bo ZV ali VZ s 517 km dosega. Tista Endurance bo imela zadnji pogon, pa ne vem koliko coinov, ta druga bo imela pa 350 koliko coinov, pa 4-kolesen pogon. A Jure, če tehnično poenostavimo, je to Enyaq Coupe pa ID.5 GTX? Tako. Mislim, na tej platformi je pa kle še ena pomembna novost, ne? Pač ima novo generacijo električnega motorja, tako kot ID.7, ne? Ok. Pa sam še to, da tehnične podatke odpikamo, kapacitetna zmogljivost baterije pa 77 kWh, ker pa je enako kot s prvih dveh, ne? Ja. Ampak predvsem oblikovno je avto ful zanimivo, mislim tako. Meni res fajn zgleda, pa poln je nekih detajlov. Jaz sem včeraj gledal ta material, veš, kaj zdaj naberam za vlog skupine. Kako hudo zgleda. Pa noter je res zanimivo. Osvetljen logotip. Sem kot hecno, zadnje čase se dogaja na teh svetovnih premierah, da not avta ne moreš. Pa ne, ta je bil odprt, ampak je bilo pa full gužva, ker je bil samo en avto, avta sta bila. Sam sedeti nismo mogli. Nisi mogel not sedeti. Nisi mogel? Ne. Vse to sem hotel reči, trak je bil krog, materialu nismo mogli potipati, sem se približno vemo, kaj pričakovati. Mislim, videli smo neke posnetke. Jaz sem videl avto pač odprt, so bila vrata odprta, pa sem malo poškilil not, pa je tako, kakor se Škoda pa Volkswagen držita neke iste špure, je tle vse malo drugačen je not, Tavascan. Mislim, cel ta vibe kot Cupra je drugačen, ne? Se sta videla tudi predstavitev, ne? S temi na pol virtualni svet, ne? Sicer mene priznam, da so mačka naplahtali, ko sem že videl Black Rebel, ne? Je bila v bistvu digitalna predstavitev, pa sem mislil, da je to prav avto na... Ja, ti se kar začel odreti, to rabimo! Ja, Jure govori o tem... Jure, to bo samo digitalna premiera. Jure govori o kaj superšportnem, športnem električnem kupeju. Ja, ampak... Ki ga je Cupra poimenovala, počakaj, do konca povem, Adamet, Black Rebel, pri katerem so izpostavili predvsem to, da bodo ljudje, v bistvu ta konfigurator že dela, to sem pa jaz videl, če greš na Cuprino spletno stran, imaš tam zavihek oziroma eno slikco Black Rebel, tak digitalni avtoček, kupe se prikazuje in ti ga lahko oblikuješ. Ne, lažem, ti ga lahko popedenaš po svoje, to se pravi, malo se igraš z barvami, materiali, teksturami in tako naprej. No. Kar zanimivo. Ne, hotel sem po tem vibu Cuprinu tudi reči, ne, a veš, ena najmlajših avtomobilskih znamk na svetu je pa so takoj potegnili bit avtomobilizma ven. Ne? A veš, tudi ta emotional, ne? Z novo dobo ne pomeni, da ljudje ne bodo kupovali impulzivno, pa na vtip, pa na pogled. Ne? A veš, in zato tudi vsi ti detajli. Res, ne? Jaz sem tudi opazil, takoj mi je v oči padel. Logotip. Ja, pa že prej. Seat pa Cupra skupaj so vedno dali, oni so prvi v bistvu začeli s tem svetlobnim oblikovanjem, ki danes postaja v bistvu standard. Ne? Mislim, prvi je začel Audi za 5, ki je dal ledice dnevne gor, ne? Oni so se začeli hecati 15 let nazaj. Ne? Ja, ampak jaz ti govorim tudi o teh detajlih, zunanje osvetlitve, oblike luči, ne? Ne samo svetilnost pa varnost. Ne, sem rekel oblika luči. Ja. Meni je predvsem to všeč, da voznika postavljajo v spredje. Veš, govorijo o vozniških občutkih, o tem, da tudi če je električen avto, da mora biti prilagojen pač vožnji, ne? Oziroma temu, da voznik uživa v vožnji, vlagajo v šport, ne? Se pravi, čeprav so električne serije dirkaške, ne? Se oni postavljajo tle v spredje in meni je to zanimivo. Pač všeč mi je, no? Da ne bežijo od tega, da zanemarijo voznika kot voznika, ne? Tako da, pa smo si pa še Formulo E ogledali, ne, dirko. Nismo si uspeli dirke ogledati, ker smo mogli leteti. Malo za feeling, malo akcije, kvalifikacije in tako naprej. Ta vibe smo malo začutili, no. Jure, kva že ti rekel, da se kako sliši neki z motorko po olu, ali kva si že rekel, kaj avto mi pade? Kot da bi z motorko po putru rezal. Ja. Ali pa po grafitni masti. Ja. Mislim, avto je peklensko hiter, se vidi, ne. Sama veš, ne da pa tizga feelinga, ne, pač, lej, jaz sem zdaj že malo star, ne, se to je jasno, ne, in sem zrastel čisto v eni drugi dobi gor, ne. Ti govorimo o Formuli E, da bo folk vedel na Tavascanu. Ja, govorimo o Formuli E, ne, in to, če se zdaj rečem, lej, to so zvezdne steze, kakorkoli obrneš, ne, že po zvoku so, ne, ampak
In tudi vice, zdaj se že ponavljam, tudi nekdo, ki je sprašal, pa sploh z bremzajo rekuperacija. Ne? Midva sva najdla tisto vink, tudi pokadi se izpod koles. Povej koliko? Oni 40% vse nabrane moči dobijo z rekuperacijo med zaviranjem. Ja, ampak... Vse moči, ki je na voljo. Ne? Se pravi, elektrodinamična zavora, ampak od spredcev še vedno... Ampak so take majhne bremzice v bistvu sploh, so zelo pomembne, zaradi tega, ker so v neki testni fazi pred sezono so poskušali zelo tako narediti, da bi bili avti brez zavor, ne? Da bi samo rekuperirali vso silo, ne? Ampak pol je bilo ene par nekih nesreč, pa so vrnili klasične zavore. Ne? Ampak sam spredi, zadnji jih ni, ne? Ne, zadnji jih ni. Zadnji, ne. Tako da, ne vem, na koncu so prišli do tega, da še zmeraj rabijo bremze, ne? Ampak so pa elektromotori toliko močni, da uspejo v bistvu tako močno zbremzati, ne, pa rekuperirati, da avto ustavijo iz 250 na ne vem koliko v parih sekundah, ne? Je pa tako, ne? To sicer je odvisno od konfiguracije steze, ampak tako, ko si omenil že, ne? Cirka 40% uporabljene energije na stezi naj bi se vrnilo z pojemki. Ne? Tehnično je ful zanimiva dirkaška serija, ampak za nekoga, ki gre prvič gledati to dirko, mu nič ni jasen. Tok imajo preveč, vsaj za moje pojme, nekih pravil, mini pravil, nekih takih minih dogodkov med samo dirko, da sploh ne veš, kaj se dogaja. To se kar neki prehitevajo, pa ga v bistvu sploh ni prehitil, pa mora iti parkrat po zunanji strani ovinka, zato da nabere nek bonus za nek boost, pa pol on spusti ta boost, pa ne veš, koliko časa ga ima, enkrat ga ima 5. Tako ful je nekih pravil. Pa gre pa lahko neki v bokse, pa tam 15 sekund stoji, da mu oni nafilajo baterijo, ki je lahko pol 5 minut neki spušča, nek boost, tako spet ful komplicirajo. Tako, dej, spuste jih, pa naj dirkajo med sabo. V bistvu, kolikor skrbijo za to, da šport promovirajo, da ga približajo tudi družinam, ker meni se je cool zdelo, da jaz ne vem, je vsaka lokacija taka, ampak to je bilo na Tempelhofu, na tem bivšem letališču. Večinoma so cestna dirkališča, ja. Ampak kle je bilo res, veš, kle so imeli toliko, bom rekel, izobilje prostora je bilo tolikšno, da je bil to res dogodek za celo družino, za cel dan. Od jutra do večera. Ta Tempelhof je meni tako noro zanimivo letališče. To so, mingrede, v središču Berlina je to letališče in une piste in to je v bistvu zdaj bivše letališče. Ja, kada je bil za Bežigradom ogromen letališče. In to je zdaj pista in vse pripadajoče zemljišče je park za preživljanje prostega časa. In valjda tja so postavili to in folk se je zabaval. Mislim, aktivnosti je bilo ta, mi smo basket igrali. To je bilo full lover. To mi je bilo bolj všeč, kot sama dirka. No? Tako, vsa to dogajanje, pa ta vibe, pa koliko folka, pa kam imaš vse za početi. Dirka je bila pač tam, formule, vse dogaja, nekaj se dogaja, ampak vse ostalo je bilo pa vrhunsko. Če bi bil malo nesramen, bi rekel, da bi bilo pretiha, da bi nas zanimalo, ker bi okoli toliko več trušča. Pa se niso spet tako tihi, no? Nisem izdel. Pač, ni tega zvoka motorja, ne, da brenčijo, ampak slišiš diferenciale, gume, tako. Jaz ne moram pozabiti onega feelinga, ko sva s Cirilom prišla na testiranje na Madžarsko po koncu dirke Formule 1. To je bilo leta 2017, po moje poletne. Ponedeljek, je bil. Ja, ko sva stopila v garažo noter, veš, pa je to kreselno, ne? Veš, to je ono, kaj tako, kaj en udarni val, tak lep udarni val pride do tebe, pa si rečeš, kaj bi jaz zdaj dal, da tole pritisnil, a veš? Se spomniš, ko sva bila midva na Portugalskem nekje, ko sva videla testiranje nekih starodobnih formul? Ja, tam so bila... Ne, ni bil Portimao. Estoril. V Estorilu, ja. A se spomniš unih starih, ki so mi pa... Stari, to so se tribune tresle, pod nogami se je tresel. Midva sta stala na neki tribuni in se pod nogami se je tresel vse. Veš, kako sva se pa midva drla? Se obstaja nekje nek posnetek. Midva kričiva, pač dereva se, meni solze frcajo, tako, jaz sem joku sem. On je iz ovinka prišel ven, ko pride na ciljno ravnino. Pa že, ko je downshiftov pred ovinkom, pa pol... Jaz ne znam tako zakričati, ampak jaz bi imel tak glasilke, bi mogli začeti prodajati take. Na Goodwood Revival moraš, take stvari, Ampak, drugače pa, tako kot sem rekel, tehnično, pa tako kot sta povedala, veš, tehnično je ful zanimiva serija, ne? In tudi, veš, ko smo se sprehajali po pedoku noter, vsi ti monokoki, veš, to ni nič slabše narejeno kot Formula 1 ali pa to, ne? Ful je zanimivo. Sam jaz, ne vem, vse mogoče bom rabil čas, ampak da bi šel tako derko gledati namensko,
Ne, to je še veš kaj, ampak meni se tudi zdi, da je mogoče malo nefair primerjava. To sem že takrat rekel, da je to tako, kot bi primerjal alkoholno pa brezalkoholno pivo. Če ti pričakuješ, da boš dobil the same exact thing, tako, veš, ne vem, jaz se spomnim konkretno, zato ker sem delal s pivovarjem, mislim, še vedno delam z Laškim, ki je prišel Laško 0-0, pa je folk rekel, ja, to pa ni isto, kurc, to pa, pardon, nisem hotel zaklet. No, ampak jaz pravim, seveda, da ni isto, ampak tudi ne moreš pričakovati identične zgodbe, to je drugačna zgodba. In tle je tudi pač drugačna zgodba, ker pač marskomu ustreza, marskomu ne, sorry, jaz tudi raje slišim, da se mi neki derek je na uho ali pa greš nekam na ta pravo derko z old school motorjem. Jaz bi se eno bizarko izpostavil. Kaj? Aha, ja, no daj. To, da celo Formulo E poganjajo generatorji. Ja, se vem, ja. Pač tam je ogromno polje generatorov, ki sicer, jaz sem šel pa googlat malo, naj ne bi bili dizelski, ampak naj bi bili gnani na glicerin. Ampak jaz sem zavohal tudi dizel. Ja, vprašanje, če so za kaj drugega dizel uporabili, ampak to že verjamem. Predvsem pa toliko elektronov pride iz ognja, ne? Ja, no, hočem reči, da na koncu se ogenj poganja Formulo E, ne? Ker tam je bilo, ne vem, koliko je bilo tistih generatorjev, tako je bilo jih enih 20 ta velikih generatorjev, pa oni kabli pod nogami, ko so bili oranžni. Pa tudi tista cisterna na vhodu v Tempelhof je na ročki pisalo dizel, ne? Dobar, ona je catering poganjala, cel po moje tam. Ja, ampak, a veš, tu nam še nekaj pove, ne? Mi smo bili v centru Berlina, pa omrežje ni sposobno preživeti tak motošportni dogodek brez boosta, ne? Se pravi, ampak tu midva so se kar veliko ukvarjala s temi generatorji in smo izkoristili višino in najnega bencinskega brata in vrabe, ne? Veš, tu so generator, ki vsak vaga 9 ton pa pol, ne? In to hod po celemu svetu, veš? Ta gre s celo karavano Formule E, grejo posod te generatorji zraven. 9 ton pa pol eden. In tudi transport teh generatorjev pusti en tak oglični odtis. Simpatičen. Ne, veš, in tu je res, ampak lej, prav je, da se podpira tudi razvoj električnega motošporta. Jaz sem sigurno, če gremo v to smer, lej, ni druge, ne, ampak... Ja. Se tudi ta prvi Priusi so ful veliko benzina porabili, ne? Veš? Ja. Zdaj pa ve... Kaj hočeš povedati? Ja, ne, hočem reči, da začetki so težki, hebi ga, da... To je že kaj, tretjič? Ja. No, tako. A mu štejeva, koliko je že koliko je že product placementa podložil noter? A ja, to? Ja, to pa... Sam si pa kralj, stari. Tudi pa moram priznati, da iz Formule E prideš na brezalkoholni per. Vsaka čast. Znaš, influencer si. Ko smo že pri tem avtomobilskem, da ti reči, da ne bom jaz. Bullshitu. Ja? 4. Včeraj ali predvčerajšnjem sem šel gledati Hitri in drzni 10. Ja! Stari jaz sem bil, moj. Jaz sem bil pa spodaj. Kakšna bizarka je pa to. Jaz sem bil spodaj na kavi, ki so se pripeljali za reklamo. Avti so hudi. Avti so hudi. Te fanti, ki so avte pripeljali, ne vem, je bil en Nissan GTR. Ne, kup lepih avtov je bilo, ja. Mislim, tako, to pa svaka čast tem fantom, ki toliko enega truda vložijo noto to, pa drift avti, pa ne vem kaj. To so res hudi avti. Če zdali lepši so narejeni, ne? Ne, res, tipi topi. Mislim, tako, en tam GTR je imel odprto haubo, vse sem posnel po posliku. Mislim, to je noro, kakšni detajli. Tako, svaka čast. Ampak ne, govorim o filmu. Jao, bože mili. Ti veš, da oni se zavedajo že od drugega filma naprej, da so mega parodija in pa sam na to špilajo. Vem, ampak dobro, pa tudi ta igra, pa to. Ja, veš, ja, to. ja. Ti je bilo težko? Ja, ampak veš, po drugi strani pa razumem, zakaj jaz to kričim. Kaj imam jaz za en mikrofon? Noci padu, brat, se to nič narobe. No, hotel sem reči, da nekomu, ki je všeč ta bizarka, pa ta način, kakor ti praviš, da to sprejme, da je to parodija, je pa film vrhunski, veš, ker je poln tega, ker je poln nekih, skozi neka akcija, skozi neko dogajanje, skozi neki leti, skozi neki gori, skozi neki eksplodira, pač veš na ta način, no. So pa tudi kakšni hudi avti vmes, no. Ja, jaz bom šel gledat. Ja, meni bi najbolj všeč en ta star Defender, no, ki ga za 2 sekundi pokaže, pa en Volkswagen E-Up, ki je sparkiran, pa ga ena kugla povozi. Zakaj pa Defender sem za 2 sekunde pokažel? Ja, ne vem. Se bi unka DiCaprio mim, ki ima pero roki, pa pokaže. Ja, tako, ja. Ne vem, zakaj ga pokaže, tako sam pač slučajno tako ga malo pokažem, ampak vse ostale avte kaže veliko več časa, ampak meni je uč padel ta star Defender. Pa to ni za gledati. Ne. Tebi mogoče ne. Ja.
Ne, ampak marsikomu bo povšeč, se pravi. Ja, jaz sem šel gledat, zagotovo. Ja. No, kaj zdaj? Ne, kje smo ostali? Ja, jaz sem kupenih avtovozov, videl niste nič pelali. A ste še kje bila? Ti si šel še Škodo pogledat. A ne, to si šel pa iz Porsche. Iz Porsche sem šel. Jaz sem šel BMW voziti. Ja. Ta story. Ja, BMW je organiziral sicer za kupce, večinoma za svoje stranke, organiziral v Rovinju en tak event, ki je bil v bistvu tako narejen, da malo pocukrajo svoje stranke, no? Da jim naredijo en tak zanimiv experience in jaz sem bil tam kot, mislim, da edini novinar, no? Tako da malo dokumentiram dogodek, da si ga ogledam po svoje, čez svoje oči, čez svoje story in tako naprej. In je bilo zanimivo, ker se veste, kako izgledajo novinarske prezentacije večinoma. Ne? Vzameš avto na letališču ali pa pač kjerkoli na neki destinaciji in se voziš cel dan, vmes je kakšen pit stop, poješ kaj, vrneš avto, prespiš, tiskovka in tako naprej. Ne? Tle je bilo pa cel kup nekih takih umestnih dogodkov, v bistvu, da malo popestrijo so zadevo. Ne vem, šli smo pogledat enega vinarja, šli smo pogledat Buzet, gorsko dirko ste pelali. Ja, no evo, to je bila ena bolj zanimivih stvari, ker so nam dejansko zaprli cesto čez Buzet. Ne? Se pravi, lokalni avtomoto klub je na prošnjo BMW-ja, očitno ne samo prošnjo, je zaprl pač lokalno cesto in smo imeli cesto samo zase za M-experience. Se pravi, usedeš se v M-a, žežiš po Buzet progi gor, ne? Se pravi, 180 čez vas, ne? Stari, no. Ampak tako dirkaško zaprta cesta. Dirkaško? Ja. Si videl storije, ne? Tudi na vsakmu vozu je bil varnostnik. Na vsakmu izvozu pač je bil varnostnik, na ovinkih so bili redarji, tako pač, proper gorsko hitrostna dirka. Tako. Pa ste imeli tudi zastave, po moje, so tudi imeli. Vse so imeli, fantje so imeli vse, jopiče, zastave, tako, kot da bi bila gorsko hitrostna dirka. In se prepeleš od spodi, in tako kolona avtov že stoji, ker je zaprta cesta, ker čakajo pač, da odprejo, ne? In mi se vozimo, ne? In meni je bilo kar malo neroden, pač jaz tam pridem z nekim BMW-jem, tako oni vsi lokalci malo gledajo, veš, tako, a zaradi vas smo zaprli cesto, ne? In ti pa žežiš gor, ne? Sem niti bil pa pol neroden, ko si pritisnil. Kaj ti je rekel možakar, na M2 smo ti nastavili, ne? Božiček, ja, ne, pač, ja. Jaz sem se predvsem zagrebil za M2, no, ker ga še nisem vozil. In? Ful, mislim, avto je hud, avto je taka želetka. Preden sem šel v M2, sem vozil M3 Touring, pa se mi zdel noro hiter avto, ker je pač hiter, ne, zaradi svoje konjenice pa vsega ostalega, ampak enostavno, ko se usedeš v M2, je to drug svet, zaradi tega, ker je avto copatek, ne, tako, pač obuješ si tiste najljubše športne copate gor in se počutiš kot šprinter, ne, tako. Ja. In res je tak, zareže ovink, ven iz ovinka lahak, dobro pospešuje, iščeš idealno linijo z lahkoto, pač nobenega lufta v volanu, kjerokoli špuro, da si ti umisliš čez ovink z unim avtom, pač lahko greš. In sred ovinka se odločiš spremeniti malo špuro, avto uboga, ni tistega prelaganja teže, da ti to nekaj čutiš, da nosiš en hrbtnik s sabo, tako pač enostavno avto je res hud. Pred nami je sicer vozil Marjan Božič, inštruktor v i4 M50, ne? Pa se vidi, spomnite, kako hiter je ta avto, ne? Ne, jaz ga nisem pelil. No, ti si ga vozil in mi to so bila tako pač mnenja, da dej nam kjerkoli M druga avto, pa bo enako hiter kot i4 M50. Meni je bilo hecen, kako se je ta i4 zvil v ovinkih, ko sem ga gledal pred sabo. Jaz sem bil M2, pa Božič ga je žgal, na polno ga je žgal čez tiste ovinke gor, ne? Ko je narakoval tempo. Ampak jaz sem bil od zadaj, v neki fazi, ko sem ga ujel, sem bil tako, a res, a to je to. Pač, kaj še je, ne? Gledaš i4 pred sabo in avto se tako zvija, tako, pač kot ena krpa, tako v ovinku ga, tako nabija ga od zadaj, ne? Ja. Tako, ti pa od zadaj tako, okej, a boš potegnil ven iz ovinka, kva je zdaj, a veš? Ampak ne zaradi tega, ker bi bil po pospeških M2 toliko hitrejši, ampak ker si ti ovink toliko več hitrosti nabral, da si enostavno ga čakaš na izhodu iz ovinka, kao, ok, dej pohod, ne, gremo. Masa je mama, ne.
Veš, kle se pozna ta velika teža električnih športnih avtomobilov. Ja, ampak veš, zdaj, ko ti to govorim, ko ti razlagam, ti je logično, ampak ker sva pa sedela v I54, sva pa tisti trenutek rekla, dej mi kjergakoli emate nažgem s tem I4. Ja, pa ni tako, ne? Ni tako. Ni tako in lej, pa še nekaj drugega sem ti hotel reči, ne? A veš, kaj tudi pri temu M2 je ostalo in prav je, da ostalo. Ta njegova karakterna nervoza, ne? A veš, jaz se spomnim... Ja, da ni za vsazga, pač uno. Ja, seveda, ampak to je meni všeč, da ne delajo avto za vse. Ja. To je meni najljubši M. Že prej, ko sploh ni bilo M1, še prej, ki je bil 1M, se spomniš? Ful nazaj, 10 let nazaj. To so vrhunski avti, res. Lej, točno to mene zanimalo, to mi je bila največja skrb, zaradi tega, ker vem, koliko je prejšen M2, sploh competition, vem, koliko je hud avto. In mene je bilo strah, da bojo zdaj naredili nekaj, kar bo totalno pobegnilo od tega bistva pač modela M2. In lej, vsaj nisem ga ne vem koliko vozil, enkrat gor dol po buzetu, ne? Ampak lej, to je to. Tako, res mi je bil všeč. Pa tudi veš, eden najbolj izrabljenih naslovov v avtomobilskem žurnalizmu je igrača za velike fante, ne? Pa go-kart tudi. Ja, ampak igrača za velike fante je naprimer M2, ne? To ni več igrača, ne? Ti, če hočeš biti s tem avtom eno, moraš govoriti njegov jezik. Rabeš kup znanja, da pol res uživaš, ne? Še en avto sem vozil, no? XM sem vozil. BMW XM. No, to je pa največja kontra, ki ne znam. Zdaj, če smo govorili o M2, kakšna žiletka je, ne? O tem lahko govorimo, kakšna fucking macola je, ne? To je macola, to je kletvica ta prva. Ja, in? Si zaslužil. Ja. Ne, ampak veš, koliko je avto brutalno hud. Mislim, tako, jaz še zmer imam v glavi to, da so oni s tem avtom počastili 50. obletnico delovanja M-obdelka. In to jim pač težko oprostima, ne? Da ti z nekim SUV-jem narediš to, ne? Ampak avto je brutalno hud, dobro narejen, gre, pele se dobro, tako kot si ti rekel, masa je mama, ja, ampak tle so enostavno v M-modelku, so rekli, ok, imamo pač maso, ne moramo pobegati od tega, ampak dajmo nekaj narediti, da bo vse na avto dobro vozen. Dajmo iz strojne mišice, ne? Točno to. Avto se res dobro pele, tako. Sem drugač, zdaj na misel mi pride, ne? Prav tu, ko si rekel, počastiti 50 let M-Power, ne? Oziroma najbolj zmogljive črke na svetu. Mislim, to je tako, kot da bi Top Gun hotel Maverick posneti kanjon, ki je letel v transportnem letalu, ne? Ja, saj tle se strinjamo, saj pač, tle jim vsi malo zamerimo to, ampak jaz govorim o avtu kot avto, dej, če pustimo to vse ob strani, avto je hud, pa še kakšen zvok ima. In avto ima od zadaj 4 auspuhe tako postavljene en na drugim, ne? In sem šel pogledat, sem rekel, da je zihar so vsaj 2 sfejkali od teh 4. Ne, vsak ima svojo lukenco, veš, in dere se, avto ima brutalno hud zvok, pa noter detajli, tako na strehi, pač neka taka 3D. Je bila ona huda izvedba? Ne, ta Red Label bo prišel samo nekih 500, mislim, da 500 kosov bojo naredili, ampak je bil pa tam močnejši XM, ampak je res hud avto. Pa tudi, ker sem bil 2 dni non-stop v stiku s kupci, ne, mi je bilo zanimivo videti te odzive pač teh ljudi, ne, ker itak imajo svoje BMW in vsi, ki so bili tam, vozijo že tako hude BMW, ker so dobre stranke, ne, da vidite to navdušenje pač nad XM-om. Tako. Pa to so, ne vem, jaz sem se vozil z 2, ki sta vozila drugače sedmice, tako, ne, privat, in ki sta se usedla v une XM-e, to je bilo tako, jaz to moram imeti, pač. Jaz moram imeti avto, tako. Ja, se bi verjel, pa tudi, a veš, po drugi strani pa tudi, ne, če ti eno tako pomembno obletnico, enega tako pomembnega tehničnega presežka prosloviš na tak način, da pa rečeš, lej, sej v končni fazi, če tako pogledamo, ne, vsi ti super športni avtomobili so nek poklon inženirski domišljiji, ne? In da ti narediš in da pol ti si rečeš, jaz bom pa zdaj to naredil nekaj tacga, kar noben ni pričakoval, je v bistvu tudi logična izbira. Predvsem pa, lej, vsi vemo, kaj M je, ne? Pa vedno je bil, ne?
Se spomnite se, ko smo prvič v roke dobili X5M ali pa X6M, ne? Ko si mislil, kaj bo s to težo. Jaz se živo spomnim, mislim, da smo bili, pa takrat sem bil še na Siolu, mislim, da smo bili na enem eventu v Avstriji na OMTC-evem poligonu pri Dunaju, je BMW organiziral in so vse te M-e pripeljali. Takrat smo tudi vsi malo gledali te avtomobile po strani, pa ga pa tam čez lužo zažgal, pa v prve 3 ovinke, pa v dvojni S, si pa rekel, lej, mislim, vse je velik, pa težek, pa ni tako lahkoten, pa ne boš kar od drobnika do drobnika na počes vlekel, ampak avto je pa vrhunski, ne? Ja, BMW so eni izmed unih 2-3 čarovnikov, ne, znotraj znamke, avtomobilskih znamk, ki znajo iz mase maksimum potegniti. A XM ima kljuko? To vprašam, no. Bi rekel, da ne. A to novi 5, pa še ne smeš govoriti, ne? Rajš ne bi, ker ne vem, mislim, vzeli so mi telefon, videl sem jo, ne vem, če smem govoriti. Moj, da lahko govorim, ker nič nisem podpisal, pa nič mi niso rekli, da ne smem govoriti. A ti veš, da tako drugačno stanejo dostkrta, pa so vsaj včasih nastale prve skice avtomobilov, ki prihajajo, da so avtomobilske novinarje so jim pokazali na sodišču. In pol je po spominu prišel pa rekel, ok, videl sem to pa to in pa so probali čim približek narediti. Ok, upam povedati. Nova petica nima ogromne gromozanske maske. Ok, super, to je že nekaj. Hočeš, da niso ledvice od bizona, ampak so ledvice od... Ja, v bistvu gre lepo pada linija haube v špico, mislim, ne tako v špico, kakor so bili nekoč, ne, tisti res mehne ledvičke, ampak tako. Lep zaključek ima od zadje, minimalističen, lepo linijo ima, precej velik se mi je zdel avto. Videli smo priključno hibridno različico, ne vem, kaj to pomeni sicer v opremljenosti, ampak tako. Noč sem videl, da ima tako kakor ima sedmica steklen, ta LED panel, ne, čez armaturko je tle tak en plastičen svet. To je pa to, kaj več pa nisem pogledal. Ta je bila priključno hibridna, pa sem pogledal v prtljažnik, pa ni nič manjši na račun baterije, ker je baterija nekje pod zadnjim... Klopijo? Ja, tako, nekje desna klop, prednji sedež desni, pa zadnja klop, tam nekje desno je pospravljena baterija. Je pa rekel, da je zaradi elektromotorja minimalno dvignen prtljažnik, no. Ne pa zaradi baterije velik. Se pravi, mačkam plitvejši. Tako. Pa je dosti raznolik avto, ali je od zadaj kot sedmica? Od zadaj je dosti clean, tako. Je čez zadnjo havbo zelo tak minimalističen dizajn. Tako manjše luči. Upam, da zdaj nisem prodal svoje hiše, pa družine, pa vse, kar sem povedal. Da mi ne bojo zarubali za vse. Vse ni noben slišal. Ok. In? Ja, no, če smo tle še na avto napisane. Dej, povej, kaj si vozil. Ciril, povej, no. Ja, ne, bili smo še nekje skupaj, ne, na domači predstavitvi Mazda CX-60, to je Mazda z dizelskim 6-valnim motorjem, ki sem jaz pol takoj na testu, zdaj počakaj, da do konca povem. Da se navija zdale. Nekaj sem se spavil, kar daj povej. Ja, no, če sem avto vzel na test in veš, na tiskovni konferenci smo marsikaj slišali, pa dobili smo pod nos tudi konkretno tabelo, kako je v primerjavi z drugimi podobno zmogljivimi dizli prostorninsko in po konjih varčnejša in kako ne bi pokurila 5 litrov ali pa ne vem kaj, ne, in pol se veš, da vsak si lahko statistiko pa številke priredi po svoje, pa sem pa jaz avto vzel na test in jaz se že 11 dni vozim s 6 litri na 100 km v avtu, ki je velik, razmeroma težek, ki ima 6-valni dizel. Koliko litrov prosti nisem? 6 litrov. Fuck. Star, jaz se vozim, pred mano je bil to avto že naredil na 2000 km, pa je bil poprečje 6,2. Jaz, ko sem se spravil zdaj na ovinke gor, ko sem šel 2-krat na kope gor pa dol, je bila seveda višja poraba, ampak jaz se vozim s 6,2, se vozim, ne pazim sploh, kako vozim, na kakšen način. 6 litri, 6, ne 6. Stari, ta motor dizelski, ki ga je Mazda naredila, če se spomnite, izpostavili so, da so pri batih naredili eno ključno spremembo tudi pri obliki bata, ker ne bi vplivali na učinkovitejše izgorevanje, ne? In meni je to tako noro všeč, ker gre Mazda v take detajle in vedno znova, ne, enkrat je Skyactiv X, pa so tudi tam marsikaj dokazali, ne. Zdaj so pa naredili 6-valnega dizla, ki tehta to, ki prej njihov 4-valnik, za katerega sem včeraj slišal, da je bil precej problematičen, tudi kar se zanesljivosti tiče, ne vem, a to drži ali ne.
Ampak ta motor je stari taka majka, da ti sploh ne znam povedati. No. Mislim, tako navorsko pospeševanje, vse, edina ena stvar me konkretno pri tem avtomodu, ampak jaz sem bil zdaj res ekstremen primer, ker sem šel v enem dnevu 2-krat na kope, gor pa dol, ful je premalo bočne opore na sedežih. A veš, ampak to je zdaj, kdo bo šel takole durch na ovinke s tem avtom, kam in grede sploh ni športno. Ampak ne, se poudarjam to, da nisem merodaben. Zdaj bi BMW malo znal kaj povedati, če se vrnemo nazaj. Ampak ne, hočem reči, da noben ni pokazal toliko fakičev v avtomobilski industriji, kot Mazda. Meni je to toliko všeč. Nastavili so ogledalo. Ne tudi to, kar smo poslušali, da je motor z notranjim izgorevanjem dosegel vrh razvoja. Ne. Ni še čist. In tudi inženirji zatrjujejo in rečejo, da če bi dobil signal, da se da še marsikaj izvleči. In to je dokaz in tudi zanimivo je. Ne. Jaz vedno rečem, jaz zagovarjam raznoliko mobilnost. Ne. Tudi tukaj vidiš zdaj, ti dobiš vso svobodo, ne. Vso svobodo, ki je od 4 do 6 tisoč evrov ceneje od priključnega hibrida v istem avtu. Ja, konkretno pri tej Mazdi. A veš, tudi razmerje ekonomike, ne? Prvič tu, drugič pa, prej sem se nasmejal, ko si odprl to temo, jaz sem čez 1. maj en tak dizelski teden, ker zdaj, smo občutek dobili, da sploh ni več dizelskega motorja novega, ne? Ja, jaz sem 3 dizle zapored testiral. Jaz sem tudi 3 dizle zapored vozil, ne? Se pravi 2-litrski BMW dizel, 3-litrski BMW dizel, 6. vrsto, Mazdin dizel, ne? Pa še včeraj sem glih za Motor Review dokončal test, bo ta teden objavljen GLC, ne, ki ima elektrificiran dizel 2-litrski. Stari, to moram jaz. Kaj pa ta? Tako ko razmišljaš, ne? Jaz včeraj sedim v redakciji in tipkam ta motor in mi skozi gre po glavi, tako 2-krat sem šel odstavek od motorja prebrati, pa sem rekel, nočem, da tu zveni nek marketinški zapis. Navijaško, ne? Navijaško, res nočem, ampak ko se ti usedeš, porabo pogledaš. Ko pogledaš to učinkovitost tega avtomobila, pa zraven ima 17 kW električno napravo, ki pomaga in pri boostu in sekundarne porabnike fila z energijo, plus na kiks da 200 Nm zraven. A veš, ko si ti usedeš, pa si rečeš, in pa sem šel še cene gledati ostalih Mercedesov, ne, tudi priključno hibridnega GLC-ja. Razlika je 11.000 evrov. In ko greš ti v konfigurator in začneš primerjati, a veš, mene nič ne preseneti, sem tudi v test napisal, da je tam zvezdica najbolj prodajan model. Novi GLC, govorimo v globalno, ne? Za Mercedesu. Ne? A veš, ker avto je tuk smooth, tuk ti da ene svobode in kar mi je bilo pa najbolj všeč, a veš, se tak avto mora biti poročen s takim motorjem. Tudi glede na to, kar GLC zna takrat, ko iz ceste dol zapeleš, a veš. In ali pa, če se vrnem na 1. maj, ne? Jaz sem nalil v nov BMW dizel, 2-litrski, v Ivančni Gorici sem nalil. Se pelal v Verono, tam okrog Verone, tam une izletke, kar smo naredili. Se pelal nazaj domov na Laze, iz Verone na Laze, pa drug dan iz Laz v Ljubljano, pa sem tankal avto. Jaz sem cel Balkan trip naredil z Audijem Q5 Sportback 2.0 TDI na tanku, tlele nekje na Brežcah, mi je Jurija pokazal na Rangea in sem šel, ne. In sploh nisem razmišljal o tem, kaj, kako, kje je tankat. Pač šel sem, ne. In totalno mi je všeč, ker je GLC, ne, v GLC-u imaš na voljo priključen hibrid z dizlom. Če mene vprašaš, ti se pripeleš v mesto, tam, kjer je električni avto najbolj zaželen, najbolj smiselen. Pritisneš tipko, izklopiš motor in narediš 100 km po mestu na elektriko. Jure, daj mi razloži malo, tle mene malo tehnično zanima, zakaj se je razvoj priključno hibridnih dizlov tako malo ustavil vmes? Jaz se spomnim unga Peugeota, ki je bil prvi, se mi zdi. Peugeot je bil prvi, 507. Ja, ampak... Ne, 3008. Je bil ta prvi priključen hibrid z dizlom. Ne, je bil prvi hibrid z dizlom. Ni bil nek 508. Ne. Tisti je bil prvi z električnim 4-kolesnim pogonom. De facto je bil Peugeot 3008 je bil prvi dizel hibrid. Ja. Okay, ampak potem so vsi šli na bencinarje. A je bilo to kaj zaradi žiga? Ali kaj je ne. Jaz sem to enkrat spraševal, pa
ful inženirjev sem tu sprašal, ker meni je bilo totalno logično, ne? Že tako imaš majhno porabo, pa daj še elektriko na tako, res nekaj narediš in v končni fazi in za okolje in za energetsko sliko in vse, ampak pol so mi pa enkrat, mislim, da smo imeli obisk Mercedesovega centra, kjer nastavljajo, oglašujejo motorje pa menjalnike. Full hud center, tesne mize, veš kakšne komore, tako zadol past. Mislim, da takrat sem bil še na Sjolu, lahko bom videl, če članek v arhivu ga bomo pripeli zraven. Res hud center. In pa sem jaz spraševal in končno naletim na enega inženirja, ki je bil z nočne prišel, ki je celo noč bil na unih nastavitvah in ga glih tu vprašam. Pa je rekel, lejte, imate prav, ful ima smisel. Sem, če damo mi električni motor k bencinskemu, je razlika marketinška. Toliko bolj opazna, ne? Veš, ti si imel, ne vem, 6-valjni bencinski motor, pa si dal zraven elektriko, pa pustimo po kakšnih merilih se to vse zmer, ampak tam je bila poraba kar naenkrat iz poprečne porabe 10,5 na 4 litre, ne? Ja, ta razlika je bolj opazna. Mislim predvsem, da je stvar neka tehnična, oziroma da se navori kaj prekrivajo, pa da se ne izide, pa tako, a veš, da ni smiselno, ne? Ker če bencinar gledaš, ima navor nekje višji, kot dizel ima spet od spodaj, elektromotor ima tudi od spodaj, a veš, se mi zdi, da je bila ta neka finta, no. Ampak jaz se ne spomnim, da bi vozil kdaj poleg tega Peugeota še kakšnega. Je bil testni, Mercedes je bil z dizlom testni, ampak ne spomnim, jaz Mercedesov že dolgo nisem. Meni je všeč, ker sta te dva avta omenila, zato ker smo se glih prekrili s testnimi avti, ne. Jaz sem tudi imel obdobje, ko sem testiral med drugim 3 dizle zapored, sprav najprej Audi Q5 Sportback 2.0 TDI. Tudi mislim, da je celo blago hibridna ta izvedba. Ja. Ampak ta je vsem tako, se mi zdi, da je malo bolj rudimentarna, no, malo več je treslajo pa to, ampak vsem, kad ti zagledaš unga Jurija dosega, se ti kar malo nasmeje, ne. Ja. In zatem sem vzel na test Mercedesa GLC, ne, pri tem motorju pa tudi miren tek, kako sklop sodeluje ta blagi hibrid pa ta dizel. V bistvu je bil to prvi dizelski motor, ki sem ga jaz pelil sploh, če mogoče odštejem tiste največje, najzmogljivejše, ki so, razumeš, 80-100 jurjev plus v bistvu, no. 6-valjniki, ja. Ja, da sem rekel, ta dizel ima pa odzivnost kakšnega bencinskega res polnega hibrida, recimo mojega Darkota, ki je res tak smooth sklop, kadarkoli lahko računaš in se premikaš in je odziven v križišču, veš. V resnici ti najbolj pomeni takrat, kad ti hočeš biti nagu, pa hočeš res izkoristiti štromov svoj prid, kad delaš te manjše premike, pa parkirišče ali pa kad pohodiš za prehtevati, da ne čakaš. In to je prvi dizel od manjših dizlov, ki sem rekel, to je to. Mislim, res krasen motor. Ta motor v GLC je tako vrhunski. Ne? Jaz sem včeraj prav razmišljal, tudi kot da so se na sestanku zmenili, mi pa ta motor zdaj v svilo zavil. In tudi s tem menjalnikom 9-stopenskim. Ne, vrhunsko. Ko je to poročeno. Lej, ti se peleš po avtocesti, pohodiš in se zgodi tako, kada bi bil avto brez menjalnika, kada bi električen avto vozil, razumeš? Lepo potegne. Poglisira. Ajde, zdaj za Forovaj vprašam, ker cenovno bi rekel, da se mogoče poglihata CX-60 6-valjnikom ali pa GLC s priključno hibridnim dizlom. Kaj bi vzela? Ne priključno hibridnim, jaz bi z tega z navadnim. Blagi hibrid dizel. Kaj bi vzela? Jaz bi začel razmišljati pa o vzdrževanju pa drugih stvarih. Ne, ampak jaz nisem prepričan. Kaj mi je bilo recimo pri GLC-ju noro všeč? Ne vem, če je bilo že prej tako, ampak jaz sem šel s tem avtomobilom na morje, 2 odrasla, 3 otroci. Jaz sem kufer, moj letalski kovček, od Ave manjši letalski kovček, moj nahrbtnik, pa 2 pare super, ki sem spravil v 2,5. In ko sem se pripeljal v Ljubljano, ker smo dali noter še Evo, pa Tajo, pa Tamavga Leonarda, je bil kufer prazen. A veš, mislim, tudi take stvari so mi bili tukaj še. Mazda je pa večji avto, ne, se mi zdi. Ja, ne vem, ful težka odločitev. Ker to sta zdaj v zadnjem času 2 avtomobila, ki sta mi bila maksimalno všeč, ta Mazda pa GLC. Pa Mazda, mislim, jaz sicer nisem testiral, jaz sem vozil tam na predstavitvi domači, mi je bila noro všeč noter materiali, izdelava, kakovost. Ta Mazdin mindset, da se v bistvu nočejo postaviti v premium, ampak se ga nežno dotikajo s tem, da itak povozijo vmes neke znamke, ki se predstavljajo kot premium znamke. Ne vem, včeraj sem jih gledal eno oddajo slovensko na televiziji o avtomobilih, pa en novinar rekel, da je Lexus edina luksuzna znamka, ki ponuja luksuzne terence.
zvil me v trenutku pač in sem se spomnil na to Mazdo, kako je noter narejena, kakšni so materiali. Sploh tista, ki ima une šive od kimona, pa to najjače. Ne, res, krasen avto. Mislim, jaz drugače si dal težek izziv, ne, GLC ali pa ta Mazda. Jaz, ker se po svoji naravi odločam racionalno, ne, bi v tem primeru izbral Mazdo. Ne. Izbral bi jo pa izključno zaradi ene zadeve, zato ker v Mazdi dobiš full package, ne. Pač Mercedes je znamka visokega razreda in ko klej začneš seštevati stvari, no, ta razlika med Mazdo pa GLC-jem tu hitro naraste tako zelo visoko, ne? Ampak drugače pa jaz Mazdo nisem še veliko kilometrov naredil, jo bomo zdaj dobili na test v Motorreview. Blaž je več vozil Mazdo, ki je bil tudi na mednarodni prezentaciji. Smo to članek objavili, lahko zraven prepnemo, jo je zelo pohvalil. Ampak iz tega vidika, ne, kaj dobiš ti, razmerje cena, tehnologija, ne, to Mazda. Je pa klej Mazda od spredi. Imel Mazda z Mercedesovimi sedeži. Sam se pa zaljubil. Ti v Mercedesu GLC, ti imaš modul, ta 4-kolesni pogon, Firmatic, je modul iz G-ja. Govorimo o krmiljenju, ne. Nima pol seveda reduktorja pa vseh 3 šper pa tako naprej. Prvič je to, drugič ima modul asistenčnih sistemov iz S-a. In ta mene najbolj sezuje, vidice, da ni Mercedes zastoj na svetu že 130 let. Ne? Dobar, ja. Največja šibka točka, sam še to Saša sodi. Se mi zdi pri GLC-ju, da se mi zdi, da so eni materiali vse en mal pešali. Tako so se potrudili na vseh stvareh, pa sem pa tam zagrabil plastiko na vratih, pa mi je malo škipala. To mi je šlo recimo na jedra in to že iz C-ja je to tudi prineslo. Ne, pa še ena kritika, tu je dlakocepska kritika, ne, vse vemo, tehnološko. To, kar bom jaz povedal. Jaz da dam to gnarja za avto, pa da mi tam škripa pod rokami neki. Dlakocepska je ta, kar bom zdaj povedal. Ne. Prej prva generacija drsnikov na volanu so v bistvu ful dobro delali in so bili tako obrobljeni s tako, kaj ena kovinska matica. Ne? Zdaj na ta novih Mercedesovih volanih ni več te meje, ne? In je ful manj natančen. To je dlakocepka. Sploh ne vem, zakaj ne dajo klasične gumbe spet nazaj. Se strinjam, meni to, da moraš ti drsati, ne vem, meni to ni všeč. Jaz imam raje klasična stikala. Ne, pa prej je bila ta površina točno določena in je bila ful bolj natančna. Ne? Kaj manjka koleščku? Klasičen koleško, ki gre gor pa dol. Cena je pol na koncu, jaz ne vem, manj delo, če daš ti eno fleho, ki jo razmejiš, kot če daš več fleh pa gumbe. Ne vem, ampak. Pa pol, veš, pod vsakim gumbom neko drobno vzmet ali neko gumo, ki ti bo dala feedback. Veš, tukaj pa sam drsaš, pa ne vem, tudi meni to ni všeč. Mislim, koliko gnarja si zmetil za avto, daj mi pač tisto stvar, ki je dražja v avto. Ja, zato sem ti pa rekel, zato bi jaz v tem primeru vzel Mazdo. Ne. Ne, hotel sem reči, če smo že pri teh avtih, ki so malo štrlijo izven nekih klasičnih tehničnih okvirjev. Ne. Jaz sem vozil tega Nissana Qashqaia A-Power. Totalno me je navdušil. Krasen avto je. Totalno me je navdušil. Krasen avto. Ta tehnika, mislim, range extenderi so nekaj, kar poznamo že nekaj cajta. Konec koncev, Chevrolet Volt je bil evropski avto leta, pa kaj je ta drug? Opel Ampera. Ampak zdaj jaz verjamem, da so oni izpopolnili to tehniko, da zdaj res dobro dela. In ne vem, zakaj se tudi drugi malo ne poslužujejo tega, da malo več ne probavajo, ker veš, koliko dobro dela ta avto. Ja, ful dobro. Če si prej govoril o smooth avtih, tega postavim nekam v špico teh smooth avtov. Pa nisi edin, ki si ga pohvalil, še nekdo drug mi je razlagal, da je res tako. To je noro, pač vedno, a veš, elektromotori vedno poganjajo kolesa, ampak imaš pa motor, ki pa fila baterijo. Razumem. Vlak. Vlak, ja, v bistvu vlaki. Ampak res dobro dela, no, tako. Ne, meni bi tudi avto zelo. Veš, malo mi je edino hecam to, ta povezava med pospeševanjem pa tem, kako ti poslušaš motor, da dela, ni linearna, ne. A veš, ne ujame se tvoj feeling tega, kako motor dela, pa to, koliko ti pritiskaš stopalko za gas, ne. Ma isto težavo, kot naš zadnja epizoda Atmosfercu, ki se ni zvok ujel v posinku. Ja. Stari, ja. Ja, v bistvu, a veš, na ta način, ne. Točno tako, kot vlak, ne, ko slišiš, da spele zune z postaje, pa vedno dela
Dizel da malo boosta. V bistvu pa pospešuje, ne? Motor pa skozi dela. Meni bi... Tako malo je hecen, ampak avto gre tako lepo. Meni bi ta avto ful všeč. Sam imam pa eno pripombo, pričakoval sem pa vseeno kakšen liter manjšo porabo, ne? Ja. Tudi jaz pri Mercedesu, Mingr, koliko smo ti porabo? 6.3. Ja, okej. Kaj pa ti delo? Ne vem. 6.3, jaz sem imel pri Mercedesu, prav včeraj sem gledal, ko sem pisal test, ne, čez vse zapiske sem šel, pa sem pa primeril še, ko sem test odpisal pri motorjevi od C-ja, Karavana, z istim motorjem, elektrificiranim, ne. V bistvu je bilo med njima razlike 4 deci. Z unim sem imel 5.9, z GLC-jem sem v 6.3, sam je GLC 2 tone, ne, je dobrih 185 kg teži, pa... makes sense. Ja, pa stari ta avto ima 550 kg nosilnosti. GLC ima toliko nosilnosti, meni se zdi, da gladiator. Ja, dobro, gladiator je tako malo tako. Ja, okej, ampak veš, pa 2 tone pa pol pri kolcu. 2 toni. Ja, 2 toni. Dej, napišmo, kaj da bi bila kletvica, napiš. Ja, ok, 2 toni. Ti si že na 3 milijon. Ali pol tretjo tono. Opa. Kaj se je zgodilo? Nekaj crkne. Aha, tale model je nekaj snemat. Ja, bi bilo smešen, če je edin zapis, ki ga imamo, da je Kratek stik je bil. V redu, dober je. Kratek stik je bil. A sem jaz kaj naredil? In to sem hotel povedati. Je to povezano z uno nesrečo včeraj v Ljubljani s transformatorjem? Ja, ti si bilo kar malo bizarno. Mislim, sicer ne vemo, kaj je še s tem modelom, upam, da je vse ok. Pač nekdo se je zaletel v transformator, tle pol Ljubljane je bilo brez elektrike. Vse v Bežigrad neki, ne? Pa ja, pa pol Kodeljevo, ne vem, ne sem Bežigrad, Moste, Jarše, ne vem. Ampak hecena, veš, tako. Pa veš, kje je transformator stran od unga krožišča? Tle. Pa ne vem, najbrž mu je bilo kaj slabo. Upam, da je vse ok. Ja. Pa gledaš moje beležko ti. Gledam, kaj izdajaš, kdo pride v goste. Ja, se res. Niste mi nič povedala, kdo pride. Ne, jaz bi, ali sem še avto, tisto dopikam, ker sem si napisal. Dej. Ne, jaz sem vozil še 2 druga Mercedesa, ker ste se mi zdela oba na svoj način simpatična. Malo sem že pozabil, koliko v redu avto je A. Mislim, A je bil faceliftan, no. Ker sem najprej zakaj pa je v testni floti. Luštno avto, bom več v vlogu povedal. EQE, a kdo od dva je pelil? Ok. Znači, EQE je, pri EQE... Oziroma ne, jaz lažem, jaz sem ga pelil. Pri EQE-su nisem prišel na vrsto, pri EQE-ju so pa rekli, da žihar. To sem že enkrat govoril o tem avto, ne se vsem. Fajn avto, full fajn avto. Kar se vsega tiče, feelinga, vibe, tišina in vse. Sem posnel vlog in ga bom kmalu sestavil in objavil. To je, kar se tiče drugih. Zelo fajn avto sem. Ja. Zelo fajn avto sem, če ponilnice za njega delajo. Ja. Jaz sem ti tudi hotel nekaj povedati. Ne vem, če si ti videl, Saša, ne? Ampak jaz sem v Pragi, zjutraj je bilo tako merno, rahlo oblačno jutro, krasno. Aha. Stopil sem ven, odprl vrata od 911 turbo in noter me čaka Batman. Ja, to je bil pa en boljših kvikjev, ki je Ciril kadarkoli naredil meni. Hvala, stari. Res, toliko sta hudoto naredila, ne vem. Kolikor sta bila pod narekovaje malo razočarana, ker nista dobila v roke, kva že GT3 Touring. GT4 RS pa GT3 Touring, ja. Ja, ker so vaju malo zeznali, ne. Sta pol zvisela s Porsche 911 turbo, ne. Ampak sta pa naredila top vsebino. In to ne bom nič drugega rekel, ko sem to, dragi moji vsi, Ferdinand Porsche enkrat rekel, da bo zadnji avto na svetu, športni avto. Amen, slava mu in 911 turbo je večen avto. Ne glede na to, kakšni energenti bodo prišli, kakšni časi prihajajo, ta avto je večen. Ja. Dobre. Lej, naš brlog ima enega Poršaka je dubo lega na steno tam. Ti je všeč? Danes prvič videl, Jure, a? Prej smo se že pogovarjali. Ja. Boš te rekel, a je to 964? Tako da mu piš mu še en minus. Ja. Ej, dej Ciril, ko imam lih žogo pod nogami, čakaj. Kva dogaja? Kva? Dej povej, kje spremljaš NBA, kva se kje dogaja? A ja, da Jure te malo izklopimo. Jure se vidimo.
Ne, prva tekma konferenčnega finala na zahodu v NBA je bila. Yes. Kaj mi pokazal Jokić. A vidiš? Ker je v letu danes v pisarno in sem jaz gledal highlights. Ne, ampak je že, ker sem zadev, kaj je bilo? Zadev je v zadnji sekundi. Ja, tretja četrtina. Kaj je že un? Ta črn. Stari, jaz sem čez Japonca? Ali čez Davisa? Ne poznam. Japonca sem si zapomnil, ampak sem si ga, ker ni še toliko naredil, da bi bil toliko znan. Hachimura še ni toliko naredil, da bi bil toliko znan, kot Miyamoto Musashi. Naši frendi bi rekli, da mu je v fiko spustil eno trico. Jokara je on mission, da dokaže, da si zasluži MVP naslov bolj kot Embiid, in ki je izpadel že v bistvu v drugem krogu, ne? V bistvu edini MVP ever, ki je izpadel v drugem krogu. A res? Ja. Tako da Jokara je on mission, da dobi prstan. Jaz pa tudi navijam za Denver, zaradi tega, ker prstan prvoščen tu Čančarju. Tako da upam, da bo šel Denver letos do konca. Jaz sem zjutraj, ko sem pogledal rezultat sam, preden sem šel gledat box score pa vse, sem videl full visok score, ne? Ja. Seko, enemu se je odpeljal, ne? Sam gledal, komu se bo pa na kateri strani. A veš, kaj mi je všeč? Ker se ekipa končno sestavlja, se mi zdi, da itak tako, da kuhajo to kemijo že neki cajta, vedno se jim je kje podaral, pa je bil Murray poškodovan, pa recimo Porter, ni bil Porter, je tudi neki poškodovan. Skratka, on je že na začetku karijere, on prvo leto sploh igral. Pa raketi ni bil dosti dobro zbrušen, pa polakiran. Ja, pa oni igrajo na višini, to veš, ne? Če hočeš prstan dobiti, ne moraš biti poročen s trojko pa s kucanjem. Ja, tudi žihar, tako rečeš, taka igra zdaj bila. Tako da, na drugi strani imamo pa kaj, Boston pa? Miami. Stari, to bo pa zanimivo, jaz mislim, da Boston ima kompletnejšo ekipo. Ja. Po drugi strani pa, če pa Jimmy pripelje tole do finala, je pa stari. Polstra je majstor svojega posla, ne? Ja, res. A veš, on najde načine, kako Kdo Polstar? Polstar. Nisem še vozil. Jaz tudi ne. Ja, dej, to pa lahko povemo. Evo, lej, v bistvu si dobro napeljal. Kako si prekinul ta najin basket? Ja. Dej, povej ti, Ciril. Ja, sam zdaj se nam obeta ene par Volvotov zapored, da bomo šli iz največje konfekcijske do najmanjše, pri njihovi SUV paleti. Kako sem to lepo povedal? Full lover. Malo dlje časa se bomo družili z XC90. Odperci bomo imeli pod narekovaji svoje službene Volvote, zdaj neki cajta, veš. Res? XC90, pa XC60 in na koncu še za daljše obdobje XC40. Meni je recimo zelo zanimivo, ker sem šel pozaj nazaj brskati na zadnje, ko sem vozil XC90, je že 6 let nazaj, se mi zdi, takrat unga hibrida enega. Ja, pa koliko je to še en živ avto, a ni? Dizajn, to sem hotel reči. Kaj je dizajn naredi? Kdorkoli razmišlja o nakupu, kdorkoli razmišlja o nakupu pač avta v tem segmentu, ne more mimo tega avta. Gre pogledat ponudbo in vsakič, ko vidi pač ponudbo, vidi, ok, ta avto je še zmer dizajnersko cool. Hud je. Opreme ima cel kup, pa, a veš, zdaj konc koncev cena je pa ful ugodna, no? Moj prijatelj Šketi, ki je kar estet, ne? Ja. On meni vedno pravi, jaz, ko se v svojega Volvota usedem, sem res vesel, ne? Ja. Škaj, Volvo je tudi, jaz ne vem, sem to informacijo dobil tako haš, lahko povem, ne, pa se to ni naštacga. Volvo bo neplanirano potegnil proizvodno prodajo XC90 za dodatno leto, v primerjavi s tem, kar so sprva pričakovali. Ampak to je pa zato, avto, ampak to je popoln primer dizajna, ki nese. Ja. In ta dizajn bo tudi, to je tako, kot če najdeš kakšno, bom rekel, res staro BMW petico, če je nekdo lepo skrbel za njo, rečeš, lej, kako lep avto. Ja, ampak petico še zmeraj smatraš, ker zdaj nek old-timer, tega pa tako, ta avto je še živ, tako, pač, veš, da je likar prišel ven iz salona, če je tipi-topi, tako, da vidiš, da je ganc nov. Tako da se veselim, da se z njim vozim, z XC60 se bo poklapal tudi z mojim poletnim dopustom, bom šel s tistim avtom na morje, tako da bom malo morski vibe noter prinesel. Pol dobimo pa še 40, ne? Pol pa še 40, ja. Tako. Ja, Jure je bil. Jure mora, kaj moraš službo? Zdaj, Jure, ja. No, tako da se nam obeta malo več Volva in jaz se v bistvu veselim. Zelo. Volvo je rekel, fantje, zdaj pa že res dolg cajta niste vozili Volvo to, ne? Tako, dajmo malo obnoviti znanje, tako da boste itak na tekočem čez vse Instagrame. Ampak kakšen skluko? Pa je, dobro vprašanje. Mogoče pa 90 bi znala biti, po mojem. Pa zdaj še čas, da kaj... Volvo brez kluka je tako kot los brez rogov.
Ne, zato, ker Skandinavci res veliko šlepajo tudi, veš? Ja, vem. Sam Skandinavci so tudi posebni tiči, ne? Zato, ker so... Zakaj mora biti tič? Ja. Zakaj ne ptič? Ja, you have a dirty mind. Poslušaj, ker furajo ogromnenih Tesel, ampak drugi avto familije pa ponovati nek star karavan dizel. Prvi. Ponovno, če so oni tako izraziti po Teslah. Pač govorim ti, kaj sem videl tako, ko sem se vozil po Skandinaviji, precej lani. Na Norveškem več kot na Švedskem. Ja, na Norveškem, ja. A veš. Tako. Sam na Norveškem si ti tudi rekel, da so avto fjorde metal, kar meni tudi ni jasno čisto. Ja, to je pa posebna zgodba, ja. A veš. Kaj pa Jokić, kaj on nareje? Čevape. Ne, se drugače tip full bolj fit, kot zgleda. Ne vem, jaz sem ga gledal v živo, tle v Stožicah sem ga gledal. Nogice ima take, res, kot ta stojalo za ta telefon. Pa tako, pač res manj, tako smešen je videti, kaj televizija v bistvu naredi. Pa se zadnjič je tudi v nekem intervjuju čakaj, kdo je rekel? En od centrov je rekel, v bistvu, ko je kriv Jokića, koliko ta tip laufa. A ne, v bistvu sploh ni bil intervju, ampak tako Mike, veš, ki ozvočil igralce, no. Ne vem, zdaj se ne spomnim, ampak je rekel, stare, ta tip skozi laufa, skozi je v movingu, veš, skozi se premika, po unih prstkih, veš, on tako malo po prstkih laufa. Hecen laufa, Tako hecen laufa, ampak skozi je v gibanju, tip, tako, ni tok čabi, kot zgleda. Ima tako malo take roke, malo zamaščene, tako to ga naredi malo čabi, ampak, tako kot rečem za avtomobilizem, v bistvu, kakšno srečo imamo, da živimo v tem cajtu, da smo v bistvu na nekem prehodu, pa imamo možnost probati pa videti vse. Pa da z našega prostora prehajata recimo dva generacijska talenta, stari, to je nemogoče. Pa tako, pa da se v NBA-ju dogaja ta switch. Že mislim, da ga ne boste omenila, pa. A ne valjda, da bo. Mislim, tako, pač to, kar počneta Jokara pa Donke, to je tako prav poezija za gledati. No? Tako, da na nek način ubijata to ameriško fizikalijo, to dojemanje basketa, v bistvu run and gun, dajmo sam streljati, kucati, pa ne vem kaj. Ne. Misliš, da je prišel na parkete špila dol? Tako pač pridejo neki umetniki, tako malo se igrajo, malo. To imam jaz vedno, mene to spomni, ko sem bil jaz s frendi v Ameriki in smo šli na en college igrati, ker je kolega študiral tam in smo se nabrali, nas 5, vsi smo tle trenirali basket in nas je pač trener učil, vedno je govoril, barvite igrišče, ne, a veš, barvite igrišče, šahirite, to pomeni pač laufi, odkrivi se, podaj, ne, tako. To je tako, kot brisati s helikopterjem. Tako. No, in mi prijemo tja in tam se pač najde ekipa 5 tipov, ne, tako, veš, fizikalci, črnci, ne. Zdaj, to je smešno zgledati. Ki je po štartu žogo v obrambi, je prišel do 3 in je vrgel, ne. Unih 4 ostali so pa pač bili statisti, ne, tisti trenutek, ne. Mi, a veš, en poštarta žogo, poda drugmu, kada bi Chris Cross gledal na treningu, veš, tako križanje za hrbtom, ne vem, greš čez raketo, pod blokom, za blokom, tako pač vedno je bilo neko barvanje igrišča. In oni so sam gledali, pač tako, kar naenkrat se je na tribuni nabrali enega folka, ki so, ne vem, končali s poukom in so prišli gledati 5 nekih Evropejcev, ki je šolal une Američane tam, ne, tako. Ja. In jaz se tako, vedno se spomnim tega, ko gledam te modele igrati v NBA-ju naše. Pa ste jih premagali, ne? Premagali, stari, kaj me sprašuješ to? Kaj sprašuješ neumnosti, stari, to je bila mala šola. To je to isto, samo še to, ker sem jaz enkrat na Manhattanu, sem šel mimo enega playgrounda, pa sem rekel, da grem, pa so se glih nabirali, pa sem uletel v eno ekipo in sem modelu 2krat zapored, sem prvo blok postaviti, ne. Ja. Zato, ker je bil na mene en manjši, pa sem mislil, da boš izkoristil, malo sem dehal, se boš dol postavil, boš dol koš in se je čisto razpizdil. Kako zdaj jaz ne mogu tle nekaj pomagam? Zakaj bi jaz hotel? Jaz pa hotel blok postaviti, ne vem, pa da se pol... da se odprejem, nekaj da ven narediti, ali šutiri, ali potegem noter, ali podej, ampak to je bilo za njega največja želitev, je bilo sodelovanje. A to si veš? Oni imajo kar ene, pa meni je ful, njihovo nenapisano pravilo pusijevsko je da kmečeš na koš, pa dokler zadevaš ti morajo podajati, a veš, ka samo malo šutiraš. Ja. Kao, vsakič, ko zadaneš, mu vrne nazaj žogo. Ja. Kaj? Iskati žogo. Vzam si žogo. Košarkarski skupinski šport. Tako malo tega balkanskega mindseta pri basketu, tako zakaj bi ti jaz podal žogo? Tako kaj Jokić prinesel lastniku Phoenixa žogo, naslednjo tekmo. Ja. Tle imaš, sine. Evo, igraj se malo. A lahko še nekaj povem? O basketu? Ne, tam znam, kaj da vas povedati. Mi je pa všeč, da Jokić je čevape. Jaz bom dala izkoristil še, da čestitam vsem pripadnikom Slovenske vojske za njihov dan. Jaz sem zelo užival
ful sem bil ponosen. Zgodil se je en moment, ki me je spomnil na prizor ne iz Top Guna, ampak iz Pearl Harbora. Spomnil, da je bil tam, veš, ja. Govori. Ne, filmski prizor. Ja, filmski, ok. Je bil res dober vibe, ampak ne vem, katera dva pilota sta letela nad Stožicami, takrat, ko sem bil jaz na prvi tej dinamični predstavitvi, ki se je začela ob 11. Ampak preletela sta v formaciji, pa sta pa vsak na svojo stran navila. Ampak to tako dober, direktno dvorano. Pa še barrel roll sta naredila. Ja, tam, ja. Tako res dober vibe je bil in prav je, da se spet ta bond med državljani pa našimi vojaki ustvari. Tako da jaz sem, hotel sem reči, da sem ful užival. Pelil sem celo familijo tja, s Sašo tam smo se srečala, fajn smo se imeli. Sašo sva se srečala. Piši. Ne. Tako da res je bil dober. Fajn je bilo, jaz sem bil ob 4 na tej. Ja, mi da smo bolj zgodaj sva bila, tam sem še eno, kako že Nataša Pirc, ona, ki je bila pri nas v gosti. A misliš ta glavna predsednica? Ja. Nataša, kaj že Musar? Ja. No, ne, hecam se. Predsednica je bila tam, sva si dale roke, tako sva se malo pogovarjali, itak je gledala motorje največ. Fajn je bilo, no, jaz sem tudi pelil ta male dva nečaka, pa mlajšo hčerko sem pelil tja in sta bila čisto navdušena. Mislim tako, ne samo nad vojaško tehniko, ampak nad vsem, kar so pripravili. Ne vem, poligon za otroke, psa sta božala. Golaž, pice, sladkorne pene, sladoledi, ni da nino. Res je bil fajn. Tak dober vibe, pa res si dubo tudi. Veš, kaj mi je bilo ful zanimivo? To, naprimer, te štanti, ki sodelujejo s slovenskimi podjetji, koliko je enega znanja tudi, pa tudi. Droni, električni motori. Vsak misli, da je vojska neki. Laseri, ni da ni. Valhalla z uno glavo, veš, stop. Ja. Tako da, ful dobrih stvari, vojaška bolnica, prvo pomoč, Esmarha si lahko naredil. Mislim, res, tak event, tako da vsem pripadnikom čestitam in hvala lepa za ta. Res je bilo, ta event je bil eno tako darilo domovini. Upam, da ponovijo naslednje let, pa da bo šlo še vreme bolj na roko. Meni se je krasno zdelo, ker res ni bilo to, kar si ti poudaril. Mislim, vidva, da ni bilo samo napenjene mišice, ampak da je bilo veliko enega izobraževalnega momenta. Pa da, veš, jaz sem bil tako vesel, ker sem videl vojake, ker so veš, ker otrok ni mogel na neki splezati, pa je prišel, pa ga je dvignil, pa mu je razložil. Koliko so bili pripravljeni vse povedati, pokazati, to je bilo noro. Mene je to najbolj fasciniralo. Kada bi komi čakali na ta trenutek, da nekomu nekaj pokažejo. Zdaj štekam, da je to čisto res. A veš, ti se tam uraš, pa ne vem, izobražuješ, pa vse to, ok, sam zase, ja, ampak tako, ko pa nekomu pokažeš, je pa tako največje. Pa jaz sem videl ta ponos, recimo, več takih primerov, konkretnih sem videl, izpostavil enega, ki je prišla vojakinja v svoji opremi bojni, oziroma v svoji uniformi, pa je sabo pripeljala svojo otroka v službo. Ki si rekel, ti bo pa mami pokazala, kje je, kaj počne, in je bilo stari vrhunsko. Jaz sem prav, taki močni momenti so se dogajali, v bistvu, a veš, ponovadi priješ, ni rečen, da del česarkoli si, da se bo zgodil kakšen močen moment. Jaz sem jih videl kar ne 3-4. A veš, to je tako. Se kar ne zgodi vedno. Plus, ko so avioni leteli čez, Slovenska vojska, to morate pa vi povedati, jaz sem si sam želel, sem rekel, upam, da imajo v kabini GoPro. Da letijo nad Stožicami, pa spoli ljudje. Ja, tista je bila epik, ne? Če ste snemali v tistih Pilatusih, dajte nam kakšen kadr zrihati, ko ga z veseljem pokažemo, ker je mogel epsko izgledati. Ne, pa še nekaj je bilo tudi zvečer, ta prireditev, večerni koncert, ne? Ti si bil? Jaz nisem bil, ja. Res dobro. Prava mera slovesnosti, enega unga vojaškega drila, tacga, zastave, preproščaki, to ono tretje. In tudi mi je bilo zanimivo, oba svoja otroka sem opazoval, kako sta gledala, kaj pomeni zastavo. Veš, spontano so vse Stožice, ker civilu ni treba ustati, če gre zastava, bojna zastava Slovenske vojske. Vojak mora po dolžnosti in so začeli od spod v parterju, so bili večino... A je bil mehiški val? Ja, prav tak mehiški val in ko je bilo tako mirno, ne? A veš, kaj je prišla bojna zastava ali pa zastava letalstva ali pa neki in so vojaki tako spontano stajali in folk z njimi, a veš. In je bilo res dobro, no, res tak dober feeling je bilo. Tako top event, no. Mirno. Ajde, to je to. Ja, kva, prav. Kaj pa za gostami noste povedalo? Ne.
Folk, do naslednjič. Lepo se imejte. Hvala vsem še enkrat za podporo, za vse komentarje, za vse ocene, za vse, ki ste se naročili na podcast, to moramo vedno. In z vsem tistim... Ne, da moramo, ampak meni je vedno fajn to povedati. No. Jaz vedno vsak komentar z veseljem preberem, pa prosim vse tiste, no, ki ste res na Applovih napravah, da oddate kakšno zvezdico. Ne rečem, da morate stisniti petko, sam pač res te ocene pomenijo to, da se podcast lažje najde vsem, da ga vsi lažje najdejo, pa da nas porine iz neke sevine ven. Dobro, itak nismo v sevini. Sedno ne gre kar dobro. Različne stvari, na različne načine nas lahko tudi podprete. Nekaj je tudi na YouTubeu, to me je zanč nekdo sprašal. Ja. A to je tema za drugič? Niti ne za drugič. No, pač, če se jaz vedno rečem, mi z veseljem damo kaj v zameno, tako da te karte so idealne, taka stvar, da če želite podpreti podcast, da greste lahko v našo spletno trgovino, so še zmeraj na zalogi konji na mizo. Drugače pa ne vem, na YouTubeu je opcija, če želite podpreti podcast, da to enostavno storite na ta način, da se naročite nanj. Kaj to prinese? To v bistvu prinese nam podporo in pa vam eno tako izpostavitev v smislu tega, da je zraven vašega usernama ena taka zvezdica, ki nakazuje na to, da ste podpornik podcastu, v komentarjih vas izpostavil na ta način in pa je pa ena taka mala mesečna naročnina, no, tako čist v znak podpore podcastu. Kličte, ajde, da slišim. A upaš? Valjda, maca. Jaz temu... Povej. 610 kil. Shit, kamar zdaj na avto? Tega, kar si ti vozil. Caterham. Jaz imam pa Aston Martin Velkair, to na 30 samo, ampak 3 milijone. Vidiš, tudi coini ne pomagajo. Kaj bi pa zbral med tema dvema? Jaz bi kar Aston Martin. Jaz bi vsem kar Aston Martin. Jaz bi pa tega letletka. To je to. Folk, hvala, se slišmo. Ajde, čau. Hvala vsem, lepo bodite. Ajde. Kar kaj narasta. Tele konji na mizo, vedno znova dobim še feedback. Ja? Zdaj bo poletje, stari, ja. Folk spet na morju, pa bo rabil kaj tudi malo za... Res da beste, da bo šlo. Junija mi ne moramo imeti okrogli mize s TPV-jem, ne? Lahko v začetku junija zaradi mene.